Predvsem združeni v molitvi, gotovo ste veliko lepega, veliko koristnega, veliko takega, kar vas je prepričalo, slišali tudi na seminarju, zdaj pred kratkim. Zato je res današnji dan predvsem na nek način dan molitve, dan izročanja, dan te dejavne vere, ko se v bistvu dogajajo večje stvari, kot jih lahko sploh zaznavamo, vidimo, občutimo, ko se dogaja tisto, kot se pri vsaki sveti daritvi, samo je prav, da zavestno vstopamo vanjo, ko se dogaja tisto globoko odrešenje človekovih korenin in človekovega sedanjega stanja, v katerem on živi. In če hočemo res živeti v moči Svetega Duha, je podobno potrebno, kot je ravnala tudi Elizabeta. Ona je bila napolnjena Svetim Duhom zaradi tega, ker v njenem življenju, v njenem srcu ni bilo vere, ni bilo dvoma, verovala je, da je prišla k njej mati Gospoda, da je prišla žena med vsemi ženami, ki prinaša odrešenika. In ker je verovala, je bila napolnjena Svetim Duhom in z Božjo močjo. In to je tudi zame in zate, z vsem nas odvisno. Ker in če verujem, in če zaupam, in res verujem v živo delovanje živega Boga skozi vse moje življenje, potem me Sveti Duh vedno znova bogati in napolnjuje in obnavlja v meni vse tiste darove in sadove, ki so mi dani že pri Svetem krstu. V samem temelju so mi podarjeni. In zdaj je pomembno, da pa s temi darovi in sadovi skozi vse življenje sodelujem, da dovolim, da v meni in po meni rastejo in da se širijo v svet, v srca ljudi. Torej vse imamo v sebi in vkolikor smo bolj, tako kot Marija, ki je bila celoti predana Božjemu Duhu, bolj kot smo predani Božjemu Duhu, bolj te darove in sadove Božjega Duha tudi širimo navzven, širimo k drugim. Zato naj res ne samo Marijina duša, ampak tudi naše duše poveličujejo Gospoda in duše vseh tistih, za katere smo tudi tukaj. Nihče se ne more rešiti in odrešiti sam. Nismo vsota posameznikov, smo občestvo. Občestvo tudi preštevilne množice vseh tistih, ki so v srcu, v duhu tukaj z nami, po vašem srcu, po vaših molitvah, po vaših prizadevanjih. Potem je tukaj res velika množica teh, ki potrebujemo odrešenje, pa obenem tudi vseh tistih, ki so že odrešeni, ki Boga slavijo in poveličujejo v nebesih. In dejansko res pri vsaki sveti daritvi se Sveta Trojica spušča na poseben način med nas v svojem odrešenskem delovanju. Tako da se res zedinimo z nebesi, se nebesa odpirajo. In to je za nas pomembno in to je tudi najvažnejše delo, kot so se gotovo nebesa odpirale, kamorkoli je stopila tudi največja izmed žena, ki je bila obvarovana iz vernega greha, Devica Marija, ki je res kot tista srednica milosti, kot tista, ki prinaša Jezusa. Ne, da je ona odrešiteljica, ampak prinaša Jezusa. Najprej svojemu sorodstvu, potem pa tudi vsem drugim ljudem. In kdo je njen sorodnik, če ne mi vsi? Zato smo tukaj, teta Elizabeta, bi lahko rekli. In njej želi Marija posredovati in nam na nek način podarja sina, nam vsem v odrešenje. Zato z vero in zaupanjem to tudi sprejmimo in tudi z njeno priprošnjo pomočjo se bomo zdaj najprej odpovedali hudemu duhu, izpovedali vero in potem vstopili v ta najmočnejši darovanjski del svete daritve, ko mi v bistvu ne moramo nič več narediti, ko pa Bog vse naredi. Ob spremenjenju Bog vse tisto, kar smo mu mi darovali,
vse spreminja, posvečuje in potem nam daje nazaj v hrano čisto drugačno in popolno, glede na tisto, kar smo mi prej darovali. Zato vas, bratje in sestre, povabim k odpovedi. Tudi če rečem, vse odpovem, to je v imenu tudi vse cerkve, ne pomeni samo tiste ene osebe, ampak tudi v imenu vse cerkve. Ali pa potem, ko bomo izrekli svoj verujem. Lahko sedite, klečite ali pa stojite, kakor boste lažje z dušo in srcem prisotni tudi pri tej odpovedi in izpovedi. Gospod Jezus, v znamenju križa objemi nas, naše družine in imetje svojo vezijo, svojo močjo in svojo krvjo, da nam sovražnik nikoli ne bo mogel škodovati. Zato vas sedaj povabim k odpovedi v veri in zaupanju. Se odpoveš Satanu, začetniku vsega zla, vsega greha in očeta vseh laži? Se odpoveš vsakemu duhu nepotrpežljivosti in jeze, zamere in zavidanja, razdražljivosti in agresivnosti, napačne presoje in domišljavosti, srda in sovraštva, opravljanja, laži in obrekovanja. Se odpoveš vsakemu duhu pobitosti in žalosti, melanholičnosti in osamljenosti, neuspeha in frustracij, nezaupanja v Božjo ljubezen in ljubezen bližnjega, zavračanja in preklinjanja samega sebe. Se odpoveš vsakemu duhu strahu, strahu pred Bogom in Satanom, ljudmi, živalmi in stvarmi, strahu pred prihodnostjo, boleznijo, smrtjo, strahu pred višino in temo, nesrečami in napadi, strahu pred izgubo ugleda in veljave, strahu pred nastopi v javnosti in oznanjenju Božjega evangelija, strahu pred izgubo najdražjih in strahu pred večnim prekletstvom. Se odpoveš vsakemu duhu kompleksa manjvrednosti in samopomilovanja, zlih sluten, paničnega strahu in skrbi, travm in bolezni. Se odpoveš vsakemu duhu čustvene in psihične nestabilnosti in vsakemu duhu samouničevanja. Se odpoveš vsakemu duhu maščevalnosti, vsaki želji po neuspehu in smrti bratov ali sester, vsaki krivici in izkoriščanju človeških bitij. Se odpoveš vsakemu duhu upora proti Bogu in proti njegovi volji ter proti nesprejemanju svojih lastnih slabosti. Se odpoveš vsakemu duhu lakomnosti, posesivnosti do denarja, stvari, ljudi ali položaja. Se odpoveš vsakemu duhu požrešnosti, uživanja drog in kajenja, prekomernega pitja, bogokletstva in svetosklonstva. Se odpoveš vsakemu duhu ljubosumja in zavisti, lenobe in hinavščine, pretvarjanja, lažnivosti in prilizovanja. Se odpoveš vsakemu duhu nečistosti, nečiste spolnosti in poželjivosti, zlorabe spolnosti, prostitucije in prešuštva, homoseksualnosti in lezbištva, orgij in hedonizma. Se odpoveš vsakemu duhu samozadostnosti in sebičnosti, nečimrnosti, ponosa, materializma in potrošništva, pretiranih ambicij in moči, kraje in ropanja.
Se odpoveš vsakemu duhu vražje vernosti in pomankanja vere, prostovoljnega verskega dvoma in zmede, zaupanja v stvari, ki so proti veri, ki jo živiš. Se odpoveš vsakemu duhu malikovanja in zaupanja religijam, ki nasprotujejo naši veri. Se odpoveš vsakemu duhu črne magije ali pa vere in čarovni, ki so bile izrečene nad nami, pa vsakovrstnih podedovanih religij od prednikov, ki nasprotujejo pravi veri. Se odpoveš vsakemu duhu okultizma in vuduja. Se odpoveš z vsem srcem vsakemu učinku krsta, posvetitve ali znamenja križa, ki nas je povezoval z okultizmom. Se odpoveš vsaki vrsti spiritističnih spletk, zdravljenja in medicine v spiritističnih centrih, kristalomantije in vuduja, prekletstva in škodrženosti, ki so jih uporabljali zoper tebe ali pa zoper tvojo družino. Se odpoveš vsem pornografskim revijam in filmom, literaturi, glasbi, ki nasprotuje nauku rešenja. Se odpoveš vsakemu posvetnemu duhu in nekrščanskemu načinu življenja. Se odpoveš vsem zlim duhovom, katerih si bil že tudi osvobodjen, naj gredo Jezusovim nogam in naj jih on odstrani, kot sam želi. Hvala, Gospod Jezus, ker nas osvobajaš. Ti nas vodiš k resnični, pravi, večni svobodi. Tebi izročamo vsakega od tukaj zbranih in vse njihovo sorodstvo, vse njihove člane družin, pa tudi vse ljudi, s katerimi so oni povezani. V njihovem imenu želijo sedaj izpovedati vero v presveto Trojico. Zato vas vabim, da bomo spet skupaj kot eno molili izpoved vere, da bi res tako postopili v tisto najpomembnejše odrešensko dogajanje, Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje za nas vse. Na strani 12, torej prav na srednje tega priročnika, imamo tako izpoved vere, kot tudi prošnje za izpolnitev Božjega duha v nas. Izpovejmo torej bilo. Verujem, da se je